Čas je, da gremo na lov. Never jet, no. Svetlo modra je. Najbolj nore obale, kar sem jih kdaj raziskoval v svojem življenju. Dosegli smo dno. Fantje, pravkar smo pristali na enem najbolj tropskih otokov sredi Pacifika in naslednje 3 dni bomo jedli samo tisto, kar bomo ujeli. Lovili bomo živali v globokem modrem oceanu, tiste, ki lezejo po tleh in vse ostalo, kar bomo lahko našli. Izprazil bom nahrbtnik in vam pokazal, kaj imamo tukaj, da bomo preživeli naslednje 3 dni. Tukaj imamo masko in plavuti. Upam, da nam boste pomagali naslednjih nekaj dni, da bomo lahko plavali naravnost s obale in videli, kaj lahko najdemo. To je ročna sulica in z njo bom lovil vse, kar bom lahko našel. Vsak dan bomo uporabili novo orožje, ki nam bo odklenilo novo območje in nove živali, ki jih bomo lahko lovili. In zadnji predmet, ki smo ga dobili, veste, da imamo tukaj Quick Revive. Ko bo šlo vse narobe, bomo to vzeli in upajmo, da se bomo ponovno rodili z novim življenjem, prijatelji. Na tem otoku še nikoli nisem bil, torej je vse to novo, tako za vas kot zame. Čas je, da napolnimo nahrbtnik in začnemo raziskovati. To je dobesedno kokosov raj. To bo ena izmed najbolj norih obal, ki sem jih kdaj raziskoval v svojem življenju. Na tej plaži so dobesedno samo kokosove palme, kakor mi seže pogled. To je noro. O moj bog, poglejte vse te metulje. Metulji živijo le dan ali 2 in potem dejansko umrejo. Ti tukaj preživljajo svoje zadnje ure. Vidiš, vsi ti tukaj umirajo. Nehal bom loviti metulje in bom raje pogledal, če lahko najdemo kaj dobrega za naslednjih nekaj dni. Wow, človek, poglej te palme, rastejo tik ob tej obali. Zato želimo kasneje malo plavati tam, ob tisti polici. Nimam pojma, kaj bomo lahko ujeli s to ročno sulico, ampak vzeli bomo vse, kar lahko, tukaj za prvi dan. Vsak dan bomo uporabljali novo orožje, ki nam bo odklenilo novo območje in novo vrsto, ki jo bomo lahko lovili. Upam, da bomo dobili kakšnega norga, eksotičnega jastoga, nekaj okusnega, kar bo dobra hrana za kasneje. Dobil sem kokos. Ti majhni tukaj so ponavadi precej okusni, ampak mislim, da je ta že odprt. Tega se bomo morali znebiti. Samo preverjam, da mi kateri od teh kokosov ne pade na glavo. Toliko jih je tukaj. Med tem izzivom bomo fantje dejansko uporabili to vulkansko skalo malo kasneje. Ampak trenutno si ne morem privoščiti, da bi jo vrgel v nahrbtnik in jo nosil naokoli. Bila bi pretežka. Zato bomo nadaljevali z raziskovanjem in se kasneje vrnili po nekaj teh kamnov. Dobesedno sem Jack Sparrow, ki hodi čez to podrto palmo. Poglej to mini palmo tukaj. To je točno to, kar želimo. Zdaj potrebujem malo hranil. In to je res nizko, tako da bi moral zlahka pobrati neki. Vidiš to? Že ima te zareze. Samo bom. Zavrtel. Pravkar je padlo z drevesa. Tukaj imamo majhen kokosov oreh. Samo poiskal bom ravni del kokosa, tukaj na tem koncu. Če ga udarimo, bi morala priti ven. Tole tukaj je približno tako osvežujoče, kot je le mogoče. Predstavljajte si, če bi jih dal v usta. Fantje, te majhne so res zelo peneče in tako sladke. Iskreno, neverjetno. Nadaljujemo z raziskovanjem. Trenutno se počutim odlično. O moj bog, poglejte tole. Čudovita koralna plaža. To je noro, človek. Poglej tole. Imamo mrtvega raka. To je mrtvi kamniti rak tamle. Majhen košček raka. Ne. To je pa noro. Pravkar sem našel nekaj norga. Poglej tole. To tam, to je lupina tigrove kaurije. Ta stvar tukaj je vrsta kaurijeve školjke, vendar jo veliko živali uporablja kot svoj dom. Raki, samotari, polži, vse take stvari, zato jo bomo dali nazaj. Dobra novica je, da je ob teh skalah tukaj ogromno rakov. Če kasneje ne bomo ničesar ujeli s sulico, bomo morda lahko nabirali in ujeli nekaj rakov. Kot veste, nekaj skalnih rakov ni najboljša prehrana zame tukaj, še posebej v naslednjih nekaj dneh. Ravno sem opazil ta plimni tolmun tukaj. V njem je kar nekaj rib. Tukaj je veliko majhnih rib. Seveda je tukaj samo ena stvar, ki jo jaz in ti najdeva. Fanče, nekaj smo ujeli. Poglejte to. To je morska kumara. Poglejte, kako mlahava je ta. Ta tip ima težave, človek. Poglej tega tipa.
To je noro, človek. Ni šans, da bom jedel tega tipa. Poiskali bomo boljšo hrano, zato ga bomo izpustili. Srečno, brat. Dobesedno sem na drugi strani planeta zdaj. In prva stvar, ki jo najdem, je morski brizgač. Tukaj so res čudne živali, kaj? Vključno z mano. Za mano ni prav veliko. Morda bomo na poti nazaj kaj opazili, potem pa mislim, da se opremimo in gremo v vodo, da vidimo, kaj lahko ulovimo z ročnim harpunom. Tako da, ko hodim po tej plaži, iščem vrsto drevesa, ki ga lahko uporabimo za kuhanje katerekoli živali, ki jo danes ulovimo za prvi dan. Prej sem že videl nekaj sledi, ampak mislim, da se bolj splača najprej poskusiti ujeti kakšno ribo in potem poiskati drevo, ker si predstavljaj, da grem najprej do drevesa, naredim vse delo in podobno, potem pa sploh nič ne ujamem. Ustavil se bom kar tukaj. Človek, danes je tukaj res vroče. Potim se kot debel človek na uri spina. Saj veste, fantje. Še malo naprej, potem bomo odložili opremo in šli v vodo. Gremo. Poskušam si predstavljati debelega tipa na spinning vadbi. To bi bilo res smešno. To je epski ptičji pogled na teren tam zunaj. Odpravili se bomo proti obali, odložili vso opremo in šli ven. Sonce je pravkar posijalo, kar bo popolno za naše potapljanje, saj prodre skozi vodo in jo naredi električno modro. Rad bi videl, če lahko najdem kakšne drugačne stvari, ki jih običajno ne najdem na drugih mestih, kjer se potapljam. Torej, poglejmo, kaj je tam zunaj, kaj ne? Obkrožajo nas kokosove palme, kristalno čista voda, čas je, da gremo na lov z ročnim harpunom. Gremo! To bo ena izmed najbolj kristalno čistih vod na planetu, v kateri smo kdaj bili. Tam spodaj so bile tudi divje živali in za prvi dan smo si priskrbeli nekaj hrane.
Tole tukaj, fantje, je tisto, čemur pravimo riba prožilka. In so res kul vrsta. Tukaj je dejansko sprožilec. Prav zato jim pravijo prožilke. Skoraj kot pištola. Imajo nekako 3 repke. Njihov majhen rep tukaj zadaj dejansko ni dovolj močan, da bi poganjal telo. Imajo te stvari na vrhu in na dnu. In te stvari uporabljajo tudi za premikanje skozi vodo. Imajo oklepno prevleko kože in njihove zobe tukaj. Te stvari so nore. Kar naredijo je, da dejansko odlagajo jajca na dno morskega dna in bodo s temi zobmi varovali svoje gnezdo ter včasih celo ugriznili ljudi, ribe ali karkoli drugega, kar se približa njihovemu gnezdu. Odpravi se bomo gor, nabrali nekaj koral in zgradili kurišče. Vse te stare, mrtve palme tukaj. To bo dobro za podkurbo. Daj to naravnost sem. Hočem to požgati, ker nimam pojma, kaj za vraga počne to vreme. Tukaj je nepredvidljivo kot ženska, toliko vam lahko povem. En trenutek dežuje, naslednji trenutek sije sonce, nimaš pojma, kaj se dogaja. Pred 30 minutami, ko smo plavali, je dobesedno deževal. Tako da je tukaj na tem otoku vse zelo vlažno. Samo trudi se spraviti čim več kisika v ta ogenj. Nabral bom celo kupico teh kokosovih lupin, te bodo popolne za ogenj. Torej, tukaj imamo našo prožilko in pravkar smo šli v džunglo ter nabrali ta bananin list. Pravzaprav ga bomo uporabili za kuhanje naše ribe. Najprej želim očistiti našo ribo. Zarezal bom kar naravnost za glavo. Vidiš, moj nož komaj da prebije kožo. Obrnil bom rezilo stran, tik nad trebušno votlino in navzdol proti telesu. Kar poskušam narediti, je odstraniti vse drobovje in glavo v enem zamahu. Tega nočemo in tudi glave ne želimo, zato se je znebimo. Ostane nam samo telo tukaj, ki ima v sebi vse lepo belo meso. Pravzaprav ga bom olupil, tako kot bi olupil krokodila ali kaj podobnega. Samo zagrabil ga bom in ga potegnil stran ter počasi in previdno rezal navzdol. Iskreno, občutek je kot krokodilje luske. To je čisto isto. Poglejte tole tukaj. Pravkar smo odstranili vso kožo z mesa. Poglejte to. Ostalo nam je samo to čudovito meso. To bomo zdaj narezali na koščke. Ostala sta nam samo 2 čudovita kosa mesa. Tukaj imamo naš bananin list. To bomo zdaj počasi in enakomerno rezali. Iskreno, to je res zadovoljivo. Kar bomo naredili, je, da bomo meso dali v ta list. Preklopili ga bomo in ga preprosto zvili. Poskušali ga bomo narediti čim bolj tesnega in zaprtega. Nato bomo prijeli steblo tukaj. Tukaj imamo naš bananin list, preklopili ga bomo točno tako. In potem bomo uporabili to, zavezali bomo točno tako. Enako bomo naredili še na drugi strani. In potem imamo paketke, ki se bodo preprosto kuhali na pari tukaj notri. Prav, imamo 2 popolna majhna paketka pripravljena, da gresta naravnost nad ogenj. Pravkar sem šel in nabral te zelene palce tukaj. Te bomo uporabili nad ognjem. Imamo lepo osnovo iz žerjavice. To bom postavil prav na rob našega ognja tukaj. Vzeli bomo naše male paketke. Te bomo dali naravnost gor. Počasi se bo tam kuhalo na pari v tem bananinem listu. Danes je bil dolg dan, fantje, in vesel sem, da smo danes prvi dan dobili hrano. Zdi se, da se okoli mene zbirajo nevihte. Vem samo to, da bo v naslednjih nekaj dneh postalo še veliko bolj noro. Poskrbite, da boste ostali z nami. O, moj bog, izgleda neverjetno. Poglejte to. Dobesedno lahko vidite, kako para počasi uhaja iz naših mini paketkov. Naši paketki se kuhajo že približno 15 minut. Hitro jih bom obrnil in potem bodo pripravljeni za naš obrok prvega dne. Počakali bomo še približno 10 minut in potem bodo te stvari pripravljene. Poberimo kos korale, da bomo lahko postregli na njej. Ta izgleda noro dobro. To je pripravljeno. Čas je, da se lotimo našega obroka za prvi dan. Videli ste, da smo jeli samo to eno majhno ribo s prožilko. Upam, da bo dovolj, da zdržim do jutri. Razrezali jo bomo in pogledali, kaj je notri. O moj bog, pravzaprav je popolno kuhana na pari. Poglejte tole. Nimam pojma, kakšen bo okus mesa te ribe, ampak poskusil bom, da jo spravim dol.
Belo meso nima najboljšega okusa na svetu. Dal bi oceno 7,5 od 10, ni najboljša riba, kar sem jih kdaj jedel, ampak vsaj nekaj smo dobili. In videli ste, da sem imel danes tisto za nič malo orožje. Tako da upam, da bomo jutri ujeli kaj veliko boljšega. Vidimo se jutri zgodaj zjutraj za drugi dan in stvari bojo še bolj ekstremne. Se vidimo takrat. Dobro jutro vsem skupaj, danes je drugi dan in pristali smo pri obalnih plimnih tolmunih. Danes imamo to malo harpuno. Ta stvar je prava orožje in lovili bomo, da vidimo, če lahko ujamemo kaj hrane, ampak to še ni vse. Lovili bomo, da podarimo ribe enemu domačinov, da nas potem odpelje pogledat eno najbolj eksotičnih živali na svetu. Zato morate ostati z nami. Naj vam pokažem, kako deluje ta podvodna puška. Naložili jo bomo takole. In potem se bomo plazili pod vodo, takole. In potem, upajmo, tako bomo ujeli svojo ribo. Zdaj moramo odstraniti ta kokos. To ni bila dobra ideja. Vidite lahko konec naše sulice tukaj. Ima ta razcepljen konec, kar pomeni, da tudi če zgrešimo in nismo natančni, lahko še vedno kaj zadenemo. To je malo kot večerni izhod. Začneš z določenim ciljem, potem pa, ko postane pozno, odneseš domov karkoli najdeš. Poglejte, imamo vse te obalne plitvine. Pojdimo dol in raziščimo, kaj lahko najdemo. To ni pravo orožje za plitvine, ker nočemo, da bi otopeli konico, ampak ko bo plima narasla, bi morali lahko zaplavati ven z drogom in upajmo, da bomo kaj našli. Ampak iščem, če lahko najdemo kakšen prigrizek za drugi dan, da začnemo dan. To je načrt napada. Poglej tega moža. V teh plitvinah tukaj je cela kopica živali in to, kar bodo naredile, je, da se bodo takoj skrile pod te skale. Če jih dvignemo, bomo tam našli hrano. Oglej si to tukaj. Tukaj spodaj imamo veliko rakovico. Mislim, da je rakovica šla pod to. Dvignil jo bom. Tam je. Juhu! Poglejte tole, fantje. To je majhna rdečoka rakovica. In to je dober začetek. Ni velik, ampak tiste klešče, to je malo mesa, fantje. Ampak morali bomo še naprej raziskovati in videti, kaj še lahko najdemo. To je hrana. Poglej to! Velike rakovice, cela množica rib, kot koralni ekosistem tam spodaj. Zdi se, da je tukaj spodaj odličen kraj za lov. To je zagotovo najbolj nenavadna žival, kar sem jih kdaj videl v življenju. Poglej, kako je ta stvar zakamuflirana. To je noro človek. Poglej to. Kaj? To so vse njegove noge tam. Ma kar neke školjke in morsko travo, ki rastejo na njem. Ampak ga bomo dali nazaj pod njegovo klep. Tam gre, prav tam. To mora biti ena najbolj zakamufliranih živali, kar sem jih kdaj videl v življenju. In ni šans, da bi to jedel. Poglej to plimno mlako tukaj. To je noro človek. Tukaj zgoraj imamo nekaj palm. Če bomo raziskovali tukaj, morajo biti tukaj kakšne živali. Mislim, da imamo nekaj pod tem kamnom. Dobro, da nismo stopili nanj. To je morski ježek, človek. Počasi. Zdaj sem zelo previden, ampak imam pri sebi bodičastega morskega ježka. Vse te bodice, fantje, če grejo naravnost vame, me bo to resno ubilo. Če se sprašujete, a lahko jeste te stvari, jih dejansko lahko. Notranjost je napolnjena z neko rumeno snovjo, ki jo lahko odprete in to so pravzaprav njegove spolne žleze. To je tisti del, ki ga pojeste. Ampak ta ježek je precej majhen, zato ga ne bom pojedel in ga bom vrnil nazaj. Pravkar sem tukaj opazil pravega pošastnega primerka. To sploh ni vodna pištola, to je vodna šibrovka. Poglej to, to je vodna šibrovka. Ta je prava škropilka. To je prava zver, stari. Kaj? Počakaj, to mora biti največja morska kumara, kar smo jih kdaj našli v življenju. Ni šans, da bomo tega pojedli. Preprosto ne zgleda prav, a ne? Prav, vrnimo ga nazaj. Prav, vidite, da se ocean trenutno zelo hitro dviga. Mislim, da bo to dobra priložnost, da gremo na lov. Imamo prihajajočo plimo. Upajmo, da bodo z njo priplavale tudi vse živali. Danes ne lovimo samo zase, fantje. Potrebujemo še nekaj več, da bomo kasneje lahko poiskali to noro žival. Pustili ga bomo za plimnimi bazeni. Imamo svojo mini harpuno. Imamo plavuti. In čas je, da skočimo v vodo in vidimo, kaj lahko najdemo. Gremo!
V redu, to je bilo noro. Ne vem, kako za vraga nam je to uspelo, ampak sem navdušen. To je bil zagotovo eden najbolj norih potopov doslej. Videli ste, da nam je uspelo dobiti tega modroplavutega čabalija. Ne morem verjeti, ker je bila ta puška res slaba človek. Ni imela nobenega dosega. Videli ste, da je prišla še ena, ki je bila veliko večja in guma je počila. Ta stvar je bila res huda. Ko sem ustrelil te ribe, ste videli, da sem moral spustiti puško, ker je stvar plavala navzdol in mi je praktično potegnila puško pod vodo. Imamo nekaj hrane. Čeprav naj bi to ribo podarili, mislim, da bi morali lahko odrezati majhen kos, kar bo malo hrane, ki jo bomo imeli za drugi dan. Ostalo bo šlo domačinu, ker nam bo kasneje pokazal neki divjih živali. Juhu, imamo hrano, stari! Ja! To ribo je poslal Bog. Videli ste, da je prišla naravnost k meni in uspelo mi jo je zadeti. Naša sulica pa jo je komaj zadržala. Samo vesel sem, da smo za drugi dan nekaj ujeli. Fantje, če mislite, da je danes noro, ostanite z nami tudi jutri, ker gremo daleč naokoli za prave pošasti in komaj čakam, prižgimo ogenj na tej plaži. Snel bom to neoprensko obleko in začel pripravljati hrano za drugi dan. Prav, imamo ognjišče, pojmo v te grmovje in naberimo nekaj dračja in lesa. Te stare kokosove lupine, fantje, so res dobre za kuhanje ribe, ker se zgodi to, da močno zadimijo in dim prodre v meso ribe ter ji da res dober okus. Trenutno sem skoraj na dnu. Lahko bi vzel tisti hitri poživitek, ampak mislim, da se bomo po tem obroku počutili malo bolje. In nimam pojma, kaj se bo zgodilo jutri, zato bi jo moral prihraniti. Ti stari palmovi listi bojo dobri. Dokler so suhe, lepo primejo iskro in gorijo. Nabrali smo veliko netiva. Tukaj imamo tudi večje kose lesa. To bomo zakurili in si pripravili obrok za drugi dan. V redu, počasi bomo dodali les. Zdi se, da nam je skoraj uspelo. Wow! Veste, kaj morate narediti. Napišite to v komentarje. V komentarjih se dogaja. Drugi dan. Samo vesel sem, da imamo hrano, fantje. Raztrgal bom celo kupico tega kokosa. Tole bi moralo dobro zagoreti. Imamo ogenj, ki lepo gori, lepo prasketa. Kar bomo naredili je, da bomo šli do roba vode, očistili bomo našo ribo, odrezali bomo le malo repa, ostalo bomo prihranili za domačine. Potrebujemo le toliko, da bomo imeli danes nekaj hrane zase. Tukaj imamo kos mesa. Iskreno si želim, da bi lahko zdaj pojedel vse to, fantje, ampak ga moram dati stran, sicer nimamo nobene možnosti, da bi najdel ta nora bitja. Domačinom moramo nekaj dati. To bo hrana, ki jo imamo. Ni je veliko, a upam, da nam bo zadostovala do jutri. Pravkar sem dobil te odlične kose lesa. Položil jih bom na naš ogenj. In potem, kar bom naredil, je, da je povsod okoli nas vulkanska skala. Vzeli bomo poseben kos. Uporabili ga bomo za kuhanje naše ribe. To je tisto, kar iščemo. Prav tam, zelo tanko. Tako se bo toplota prenesla skozenj in spekla našo ribo. Pripravili bomo našo vročo skalo. Vzeli bomo ribi rep. Dali ga bomo naravnost gor, to se bo počasi segrevalo in nato speklo našo ribo kar tam. Raka bomo vrgli naravnost v žerjavico, približno 5 minut, preden bo riba pripravljena. Tista stvar se bo skuhala zelo, zelo hitro. Najpomembnejša stvar je, da ohranjamo plamen pod to skalo. Naša riba se peče že zadnjih 10 ali 15 minut. Tukaj imamo raka, pravkar sem ga onesposobil. Z nožem sem ga prebil skozi telo. Moramo ga takoj dati na ogenj. Jemo v raju, draga. Kaj praviš na to lokacijo za kosilo? Se hecaš. Tukaj smo. Postregli smo si pravo pojedino. Smo v raju. Poglej okoli sebe. Imamo kristalno čisto vodo. Za nami so kokosove palme in lotili smo se obroka za drugi dan. Nimamo cele ribe, fantje. Želim si, da bi jo imeli. Poskusimo našega raka tukaj. Vidite tisto kleščo tam? Tam bo vso meso. Torej, otrgajmo jo, vzemimo kos korale. Fant, tole zgleda noro. Samo čudovito meso. Dajmo to pojesti. Morda ni veliko mesa, ampak rakovo meso je zagotovo eno mojih najljubših na celem svetu. Tako sladko je. Tukaj moramo lupiti kožo nazaj. Poglej tisti kos belega mesa. Dajmo ga pojesti.
To je vrhunsko, človek. Trenutno nimamo veliko mesa, fantje. Verjetno bom lačen. Jutri bomo morali videti, če lahko dobimo še kaj hrane. In pripravili smo eno najbolj norih stvari, zato ostanite z nami. To bom pojedel, ostanek ribe bom odnesel domačinom, potem pa gremo na noro popoldansko avanturo. Se vidimo kmalu, fantje. Fantje, tukaj imamo našo ribo, imamo lokalno legendo. Brate, nas boš peru iskat rake? Ni problema, brat. Z lahkoto. Hvala, prijatelj. Gremo. Kam gremo, brat? V džunglu. Ja? Gremo. Torej, zdaj bomo po noči v džungli iskali velike živali. Sem navdušen. Tukaj imamo tole svetilko. Zdaj bomo hodili skozi džunglo, da vidimo, kaj lahko najdemo. Bolj divje skoraj ne gre. Upam, da bomo našli eno od teh živali, potem jo bomo, upam, zadržali in vam jo jutri zjutraj dobro pokazali. Trenutno nimam pojma, kje smo, ampak gremo na lov. Gremo. Go on. Juhu! Poglej to! Izgleda noro. Imamo enega, fantje. Poglejte tega raka tukaj. Kako se temu reče, brat? To je kokosov rak? Ja. O, poglej ga, to je na kokosovi palmi tukaj. Jutri zjutraj si ga boste bolje ogledali, ko bo več svetlobe. Pustili ga bomo na tem drevesu in se vrnili. Se vidimo zgodaj zjutraj. To je noro, človek. To je bilo sinoči res noro, fantje. In poglejte to žival tukaj. To je kokosov rak. In razlog za to je, da imajo te klešče tukaj, ki so izjemno močne. Lahko razbijajo kokosove orehe in točno to tudi jedo, fantje. So neverjetni plezalci. Lahko plezajo po drevesih in pridejo ven samo po noči, običajno pa so precej samotarski. Te živali lahko dočakajo do 60 let in zrastejo do 1 metra dolžine. Torej ta tukaj, on je še čisto mladiček. Spustili ga bomo nazaj v grmovje, kjer mu je mesto. Odraščal bo in postal zver deževnega gozda. Ampak to tam, to je res nora žival. In veste, danes si moramo sami poiskati hrano, ampak preprosto se ne zdi prav zadržati nekaj, kar raste tako počasi in živi toliko let. To mora biti ena najbolj norih stvari sploh. Je svetlo modre barve. V redu, vrnili ga bomo nazaj v džunglo. Gremo, tukaj je popolno mesto zanj. Prinesel sem mu tudi majhno poslastico. Zdaj bi moral spati, ampak vsaj bo imel svež obrok. Postavili ga bomo tja, kamor spada. Vidite ga lahko na drevesu tukaj. Pustili smo mu kokos. Čas je, da gremo. Se vidimo kasneje, prijatelj. Zdaj puščamo džunglo za seboj in skačemo na čoln in ga poslali v globoko modro morje. Vidimo se tam spodaj. Gremo. Zdaj je tretji dan in skočili smo na plovilo ter plujemo proti globoko modremu morju, fantje. Danes imamo velik top in nimam pojma, kaj se bo zgodilo. Rad bi vam pokazal čoln in tudi našega kapitana. On je prava legenda. To je Moana. Moana, legenda. Njegovo ime je dobesedno Moana, fantje. On je prava legenda morja, ta tip. Imamo najbolj kristalno čisto vodo na planetu Zemlja. Poglejte to pokrajino zdaj. Noro je. Ej, brat, gremo. Dan sem res navdušen. Včeraj ste videli, da smo uspeli najti tisto epsko bitje. Te stvari so noro, človek. Zdajle, fantje, hočem to zaključiti na veliko. Zadnja 2 dni res nismo imeli ravno najboljših obrokov. Hočem dobiti nekaj, kar bo res začelo ta izziv in me nasitilo. V redu, zdaj zapuščamo kopno in se peljemo proti globokemu modremu oceanu. Sem res navdušen, nimam pojma, kaj bomo tam našli, ampak moramo najti veliko žival, fantje. Danes bo noro, gremo. Verjetno smo zdaj prevozili dobrih 15-20 minut. Smo na približno 25 do 30 metrih globine. Skočili bomo noter in si malo ogledali okolico. Iskreno, to je videti kot najbolj modra voda na planetu Zemlja. Sem navdušen. Moana nam daje zeleno luč, fantje. Čas je, da se oblečemo, skočimo v vodo in vidimo, kaj nam ta kraj ponuja. Veste, tretji dan je, moramo ujeti pravo mrcino. Gremo. Pravzaprav sem zdaj malo nervozen, ker bo vsaka žival, na katero naletimo, verjetno velika. Tukaj imamo kolut na puški, ki ima približno 60 metrov vrvice. Potem pa imamo še kolut na pasu, ki ima še dodatnih 60 metrov. Upam, da me karkoli ujamem, ne bo potegalo pod vodo in da tukaj ni velikih morskih psov. Pejmo pogledat, kaj je tam spodaj. Gremo!
Ker smo potapljali ure in ure in sem dobesedno zgrešil vse, na kar sem strelil. Ne vem, kaj se mi danes dogaja, ampak dosegli smo dno. Veste, čas je za quick revive. Ko bomo to imeli, bomo ponovno rojeni in potem bomo, upajmo, ujeli kakšno žival. Poglejte, kako stvar šumi. V redu, spravimo to dol. Juhuhuhu! Ponovno smo rojeni, dragi. Čas je, da se spet opremimo. Spejmo to. Moramo ujeti ribo, da dokončamo ta izziv. To je zadnji košček energije, ki mi je še ostal. Gremo! Uspelo nam je, dragi! Juhu! Fantje, poglejte tole tukaj. To je velikanska riba papiga. Mora biti ena izmed najbolj eksotičnih in osupljivih vrst tukaj na otokih. Eden od razlogov, zakaj se ta riba imenuje riba papiga, so njeni zobje tukaj. Pravzaprav ima kljun, tako kot ptica. In te ribe se prehranjujejo s koralami. Očistijo korale, včasih jih tudi pojedo. In dejansko so izjemno pomembne za ekosistem, ohranijo vse zdravo. In fantje, tukaj zunaj jih običajno nerad lovim, ker so zelo pomembne. Ampak, da kdaj pa kdaj vzamem eno, se mi zdi, da je to najbolj trajnosten način tukaj na otoku. In nič od te živali ne bo šlo v nič. Odpravili se bomo v grmovje, da to stvar pripravimo za 3. dan. Vse to bomo pobrali, pripravili bomo kurišče. Vidite lahko tukaj, poglejte to postavitev. Imamo vse te kokose, ti bodo pomagali zakaditi ogenj. In to ribo bomo pripravili na enega najbolj posebnih načinov. Kar bomo naredili z našo ribo, je, da ji bomo preprosto iztrgali drobovino. Vrgel jo bom menor ražen, ampak nočemo nobene notranjosti. Zato vzamem svoj velik nož in ga zapičim naravnost v njen anus. Ena izmed najbolj norih stvari pri teh živali, fantje, je, kako velike luske imajo. Poglejte to, to je ena luska. Razvezali smo to stvar. Poglejte notranjost. Tega se želimo znebiti. Občutek je neverjeten. Vse to bomo iztrgali ven. To so vse drobovine, ves ta šmorn, dajmo jo oprati. Pripravljena je, vso drobovino smo očistili, to je res lepo človek. V redu, vzeli bomo tole. Tukaj imamo 2 prečni letvi, zdaj imamo še raven kos lesa. Naša čudovita riba je tukaj, fantje. Paliko bom potisnil naravnost skozi usta te živali. Samo speljal jo bom čez celo ribo. To je naša riba, pripravljena, da gre naravnost nad ogenj. Brzijo gor. In tako to počnemo tukaj na otokih. Želimo povečati plamen, da bo spekel našo ribo. Pripravljeni bomo. Poglej, kako noro to izgleda. Imamo našo svetlo modro ribo, ogenj nam lepo gori spodaj. Iskreno, zaradi tega to počnemo. 3. dan smo bili čist na tleh, dobili smo nov zagon, dobili smo val energije.
In imel sem res srečo, da sem s sulico ujel to neverjetno žival. Komaj čakam, da se lotim tega. Cela riba za tretji dan. Upajmo, da bo meso odlično. Fantje, na ognju smo jo imeli približno 10-15 minut na tej strani. Zdaj jo bomo hitro obrnili. Pri tej ribi boste opazili, da ima res velike luske. Ojoj. In ko se peče, se bodo te luske začele ločevati od telesa. Obrnimo jo, damo jo nazaj na ogenj, tako bomo toploto usmerili naravnost skozi njen trebuh. Malo več drv na ogenj, še 10 minut, potem bo pripravljena. Fantje, naša riba je skoraj gotova. Poglejte jo. O moj bog, dajmo jo dol. Ojo. Poglejte, kako sočna je ta stvar. Postregli jo bomo kar tukaj. Poglej to, to je dobesedno kot koruzni čips. Samo olupili jo bomo. O moj bog, dobili smo celo ribo. Oh, to bo neverjetnega okusa. Gremo, poglejte kose mesa. Tako sočno. Neverjetno, poglej to. Fanče, to je tisto, kar smo potrebovali za tretji dan. Lotil se bom tega. Se vidimo na naslednji divji pustolovščini. Ne pozabite všečkati in se naročiti. In se vidimo na naslednji divji dogodivščini. Pošiljam vam veliko ljubezni. Čihu!